Hojla, Maruša tukaj iz edukodek.si. Evo, spet imam eno vprašanje s strani ene edopodjetnice, pa ja, spet je trajalo kar nekaj časa, da sem se spravila tole odgovoriti. In to je tisti čar onih elektronskega koledarja, ki sem že zadnjič napisala, da kako je fino, da na to-do listi tiste zadeve, ki so v koledarju elektronskem, je tako enostavno prestavca, malo povlečeš naprej v naslednji dan ali pa celo v naslednji teden. Ampak žal še zmeraj jih je treba narediti, tako da evo, tokrat odgovarjam na vprašanje, kako si razdeliti deleže oziroma kako izvesti plačila oziroma na kakšen način se dogovoriti za plačila z soavtorji, soizvajalci online programov. Zdaj, konkreten primer je edopodjetnica imela v tem smislu, da trenutno pač dela z eno kolegico, to se pravi soizvajalko programa, kar je dosti tipično v teh online programih, ki so majčkeno bolj obsežni ali pa ki so, bom rekla, iz nekih kompleksnejših področij, kjer potem pač za določene teme pokriti povabimo druge strokovnjake, ne. Skratka, ne delamo programa sami, ampak imamo pač več različnih strokovnjakov, mi smo pa recimo še zmeraj vodilni član tega celotnega projekta, pa recimo to imamo to na neki svoji akademiji in tako naprej, skratka smo tisti odgovorni izvajalec, pa v končni fazi tudi prodajalec. Zdaj, konkretno v tem konkretnem primeru je bila izvajalka oziroma edopodjetnica imela to soizvajalko v tem smislu, da trenutno pač nekaj da da bo ta soizvajalka pripravila, posnela neke video lekcije. Zdaj, glavna, to se pravi ta edopodjetnica, jih bo majčkeno še obdelala in tako naprej, naložila v svojo akademijo. Je pa tako, da je rekla že tudi to, da se bo deloma ta soizvajalka oglašala oziroma sodelovala ne samo s tem, da pač da pripravljene materiale, ampak da bo sodelovala tudi na ta način, da mogoče v neki Facebook skupini oziroma v neki dodatni skupnosti odgovarja na vprašanja, suportira program in tako naprej. Tako da, evo, jaz sem, da bom to majčkeno bolj razširila, pa v bistvu dala mogoče malo širši vpogled, na kakšen način vse se da tako sodelovanje zorganizirati. Bom jaz to zdajle takole v nadaljevanju razdelila na 3 sklope. Prvi sklop bo avtomatizirani programi, to se pravi programi, kjer vse posnamemo naprej in teče vse samo od sebe. Skratka, kako se tam zorganizirati, kar se teh plačil tiče. Drugi sklop bojo e-delavnice v živo. To je tam, kjer v bistvu pač delamo neka Zoom srečanja ali kakršnekoli te oblike, kjer smo v živo, to se pravi, kjer sta pravzaprav oba izvajalca skupaj v istem času in realno oddelata zadeve. In pa tretja varianta so pa vodeni online programi, kjer imamo pravzaprav neko mešanico med tem, to se pravi, neke določene zadeve so predposnete, predpripravljene, hkrati je pa še zmeraj tudi tista komponenta, ko se izvajalci vključujemo zraven, bom rekla, tudi s tem našim suportom, z našo podporo, z našimi odgovarjanji na vprašanja udeležencev in tako naprej. Evo, pa kar štartajmo. Ok, poglejmo zdaj avtomatizirane programe. Torej še enkrat, to so programi, kjer vse vsebine posnamemo naprej in jih potem tudi v bistvu samo avtomatsko dostavljamo. Skratka, udeleženci jih predelujejo večinoma samostojno. Zadeve so, kot rečem, posnete vnaprej, potrebujejo včasih tudi kar nekaj obdelave v smislu, da so to potem res materiali, ki so uporabni čim dlje časa, da so to, se pravi, zimzeleni, evergreen, skratka, niso to posnetki, ki jih naredimo ad hoc za namen online programa, vodenega online programa, ampak so to ponavadi neki programi, ki so vnaprej pripravljeni in res zahtevajo kar precej časa za pripravo, v smislu, da res spišemo vsebine, da res pripravimo zadeve tako, kot se zagre, zato da res ne pozabimo dodati kakršnekoli zadeve ali pa kakršnekoli razlage, ker pri vodenih online programih seveda imamo to opcijo, da udeležencem še kaj dodatno pojasnimo, medtem ko pri avtomatiziranih pa seveda je to, kar je na voljo v teh video lekcijah. Zdaj, tukajle sem nekje izbrala 2 modela, ki jih sama pač poznam iz prakse. Verjamem, da je tudi še kakršenkoli drugi model, ampak zdaj pač v tem kontekstu teh edopodjetnikov, ki delujejo večinoma samostojno na trgu, bi prišla te 2 v poštev. In sicer en način bi bil,
da se v bistvu z enim takim izvajalcem, ki za vas pripravi neke materiale in jih potem vi date v svojo akademijo, dogovorite za nek določen odstotek. To se pravi, dejansko gre tukaj na procent od prodaje. In kar je še toliko dobro, še boljše je v bistvu pravzaprav, da vam te novodobni learning management sistemi oziroma te spletne akademije, kot so Teachable, Thinkific, mislim, da tudi kakšen LearnDash in tako naprej, vam omogočijo, da vi že v samem sistemu nastavite nek določen delež, to se pravi, ta vaš soavtor mora pravzaprav biti vpisan kot soizvajalec v tak program in vi nastavite v bistvu, da je on soavtor tečaja in dejansko od vsake prodaje dobi določen procent. Zdaj, tukaj je pogoj, seveda, da vi tak program prodajate preko te platforme. Zdaj, pri Teachable smo že rekli, Teachable neke procente pobere, kar pomeni, da vi avtomatsko imate nekaj manjšega deleža, ne vem, 5% ali nekaj takega. Thinkific, na primer, ne pobira nobenih procentov in v bistvu vidite potem res realno, dobite 100% ceno oziroma 100% znesek vi. Vi pa potem noter v sistemu nastavite, tale moja soizvajalka, soizvajalec dobi od vsake prodaje toliko pa toliko odstotkov. In ta oseba ima pravzaprav na drugi strani ravno tako dostop do te platforme in lahko gleda, lahko čekira, tako rečen, koliko prodaje je bilo narejenih in v bistvu vidi potem tiste procente. Zdaj, vi morate potem to izvesti, plačilo seveda potem morate sprovesti izven sistema. Nekateri sistemi mislim, da to omogočajo noter, ampak zdaj ni toliko važno, v tem kontekstu ni toliko pomembno, kako to tehnično izvesti, kot bolj to, na kakšen način lahko to avtomatizirate oziroma na kakšen način lahko to naredite, da je res, bom rekla, tudi iz soizvajalčeve strani neke vrste nadzor, ker v bistvu vi dovolite, da on pravzaprav vidi, kaj se dogaja in koliko prodaj je bilo narejenih. Zdaj, kaj je tukaj slabost? Slabost za izvajalca je seveda, to se pravi za tistega, ki vam je materiale dal, je to, da je njegovo plačilo odvisno od vaše prodaje, kar pomeni, več, ko ste prodali, več bo dobil, če pa niste nič prodali, pa nič ne bo dobil. Tako da tukaj izvajalec, ki vam je pripravil te materiale, pravzaprav tvega, da vam je nekaj pripravil, vi pa ne boste nič prodali. Tako da tukaj mogoče ta sistem bo za vas dober, za vas kot glavnega prodajalca, kako bi se rekli, bi bil ta sistem dober, za soizvajalca pa mogoče ne bi bil toliko sprejemljiv. Tako da tukaj v teh primerih, ko govorimo o tem, da pripravimo, da kot izvajalci pripravijo neke avtomatizirane programe, neke spletne tečaje in jih nekomu dajo, je dostikrat bolj v praksi, dostikrat boljši izbor dejansko odkup licence. Kar pomeni, da vi v bistvu odkupite od te osebe licenco, kar pomeni, dogovorite se za kakšen obseg, za kakšno obdobje, zdaj lahko se odločite pa rečete, ok, za obdobje enega leta jaz naložim ta tvoj program oziroma te tvoje video lekcije v moj sistem, pa kolikor udeležencev pride, toliko jih pride, pa ti kupam to, pa odkupam to za, ne vem, zdaj sem zmislila cifre, ker so seveda odvisne od obsega programa, ampak recimo lahko rečemo, ne vem, 1000, 2000 evrov, da kupam, dobesedno odkupam od tebe za neko določeno obdobje ta program, ali pa po drugi strani licence po številu udeležencev. Lahko rečemo, ok, kupam ta program in za, ne vem, 100, 200 tisoč, kakorkoli pač imate udeležencev, zdaj vi pač to prenesete na svoj sistem pa na svoj primer, za toliko pa toliko udeležencev kupam za tak pa tak denar to licenco. Zdaj, tukaj je treba upoštevati, to je ta praksa je dosti znana, tudi recimo, če bi vi prodajali kot izvajalci svoj program nekam v neko tretjo organizacijo, kjer ima svoj learning management sistem, torej svojo spletno akademijo in bi oni radi na svoji spletni akademiji svojim udeležencem ponudili vaše programe. Tako da to je dosti pogost način, da se to odkupi licence, naredi se seveda v ozadju pogodba, koliko licenc, za koliko časa, koliko ljudi in tako naprej. Tukaj si lahko predstavljate, kakor da bi vi to zapekali na CD-je, ta svoj program recimo, ali pa kakor da bi knjigo prodajali. Dejansko v bistvu vi pripravite neke take paketke in rečete, ok, klele je 50 knjig, ki jih prodam za tak pa tak denar, ali pa 100 CD-jev, na katerih imate, ki jih lahko razdelite 100 udeležencem. To je zdaj tako zelo postarodobno razloženo. Skratka, to je značilno za te avtomatizirane programe, kjer so dejansko vsebine predpripravljene. Poglejmo pa zdaj še e-delavnice.
Zdaj, pri e-delavnicah je seveda treba, to se pravi e-delavnica v živo, to najprej za tiste, da bomo na isti strani imenovalca, na isti strani knjige. E-delavnice, pod e-delavnice v živo mislim srečanja, ki se odvijajo v realnem času, ko sta v bistvu praktično oba izvajalca v živo skupaj. To se pravi, to so v bistvu Zoom delavnice ali pa Webex delavnice ali karkoli. Zdaj, tukaj imamo dva primera, ne. Tukaj en primer je, to se pravi, da je ta naš soizvajalec samo naš tehnični soizvajalec, ne. To je, kadar imate recimo programe, ki zahtevajo res veliko interaktivnosti, pa je treba tekom programa recimo v ozadju ves čas nekaj pripravljati, ali razne ankete, ali breakout sobe pripravljati, ali karkoli drugega čarati tam v ozadju. In v tem primeru je v bistvu ta vaš soizvajalec je v bistvu samo vaš co-host oziroma tehnični co-host oziroma tehnični sogostitelj. On niti ni potrebno, da ima kakršnokoli vezo z vašo vsebino, ni potrebno, da vašo vsebino pozna. Potrebno pa je seveda, da se vidva prej pripravita, da točno razdelata ta izvedbeni načrt samega programa. In v bistvu v tem primeru pač izvajalec, ta soizvajalec, ta tehnični soizvajalec v bistvu samo dela tiste tehnične stvari v ozadju, pa prebere kakšen klepet, pa uredi kakšne dokumente, pa tako naprej, ne. V tem primeru je ponavadi največkrat je praksa tukaj, da v bistvu ta sofacilitator oziroma tehnični sogostitelj zaračuna na uro. Zdaj, urna postavka je seveda odvisna pač od same strokovnosti pa od tega izvajalca, pa samega obsega programa, to je lahko od 20 evrov na uro pa do 150 na uro, ne. Pač, če govorimo o programu, ki ima noter, ne vem, 1000 udeležencev, seveda je višja cena, ne. Seveda tam potem ne govorimo več o e-delavnicah, ampak hočem pač poudariti, da tukaj pač treba vzeti v ozir, to se pravi širši aspekt, ne. Ne moramo zdaj samo reči, to je 20 evrov na uro, pa ne glede na to, kaj se dogaja, ne. Pač ta zahtevnost je res odvisna od različnih faktorjev. Druga varianta, ki je seveda bolj, bom rekla, bolj prikladna za e-delavnice, ki so pač nekako vsebinske narave, pa tudi kjer nimamo nekih, ne vem, številk po več 100 udeležencev naenkrat, ampak imamo več ali manj tam, ne vem, 15-20 udeležencev mogoče na neko e-delavnico ali pa na neko srečanje, je pa to, da je v bistvu ta oseba, ki z vami soizvaja, je neke vrste sofacilitator oziroma soizvajalec, ne. Zdaj pač odvisno od tipa programa, lahko je tudi so-coach ali kakorkoli, ne. Skratka, tukaj pa že to pomeni, da je izvajalec, to se pravi ta druga oseba, ki z nami izvaja tako e-delavnico v živo, da je pa tudi se vsebinsko vključuje, ne. Kar pomeni, da pravzaprav mogoče odpredava ali oddela del delavnice, ne. Ali pa da dejansko v bistvu je mogoče sicer recimo v neki vlogi tehničnega facilitatorja zraven oziroma tehničnega moderatorja, sogostitelja, ampak hkrati v bistvu se vključuje tudi vsebinsko, kadar pridejo vprašanja, ki so mogoče vezana na njeno vsebino, ne. Jaz sama na primer na tak način izvajam recimo v tele delavnice e-facilitator, veščine spletne facilitacije, kjer dejansko pač en del programa odpeljem pač jaz, to se pravi, v tistem primeru sem potem jaz gostitelj in imam potem zraven in je ta druga oseba moj tehnični sogostitelj, kadar je pa potem vsebina na drugi soizvajalki, sem pa potem jaz v vlogi tehničnega, vključujem se pa zraven še pač s svojim znanjem tam, kjer je moje znanje potrebno oziroma kjer vidim, da lahko glavno izvajalko dopolnim, ne, ali pa pojasnim neke določene zadeve. Tukaj je pa najbolj prikladna varianta spet odstotki. Skratka, da se udeležite, da se dogovorite, da se med izvajalci pa pač oba soizvajalca dogovorita, ne, na nek določen delež, ne. To se pravi, rečeta spet lahko, to bo cena, ne vem, 20 ali pa 30%, zdaj pač karikiram cene, spet je odvisno, koliko ta soizvajalec, koliko se vključuje, ne. Če se on vključuje 50-50 ali pa po možnosti, da vam je še pripeljal par udeležencev, ne, jasno, da ni cena, ne vem, 20%, ne. Skratka, se dogovarjate posebej, koliko odstotkov na udeleženca recimo dobi ta oseba za to soupravljanje programa oziroma za to soizvajanje.
Lahko bi bil seveda tudi nek fiksen znesek, če vemo točno za ker ponavadi je to itak neke manjše delavnice, tam 10 do 20 ljudi, tako da se lahko tudi za fiksno ceno nekako odločimo za nek fiksen delež ali kakorkoli, ampak skratka gre spet za to razmerje. V primerjavi s tistim prejšnjim varianto, to se pravi, kjer smo sofacilitatorja oziroma tehničnega sogostitelja plačali, bom rekla, na neke fiksne ure, ne glede na to, koliko je bilo udeležencev, je tukaj fair, da v bistvu nekako računamo, da več, ko je bilo udeležencev, večji je bil prihodek in več lahko našemu sofacilitatorju oziroma vsebinskemu soizvajalcu damo. Zdaj, tretja varianta tega izvajanja teh online programov so pa v bistvu te vodeni online programi, ki so pravzaprav mešanica tistih avtomatiziranih, to se pravi tistih nekih video lekcij, ki so predposnete, pa mešanica teh e-delavnic oziroma nekih srečanj v živo. Zdaj, kot sem rekla, bistveno pri teh avtomatiziranih video lekcijah, pri tistih, ki so za spletni tečaj, ki je pač avtomatiziran, pa pri teh, ki so za voden online program, je to, da pri vodenem online programu smo lahko majčkeno manj natančni pri pripravi vsebine, ker v končni fazi smo mi z udeleženci v tistem času, v tistem obdobju skupaj, kar pomeni, da kakršnokoli stvar, ki je nismo zajeli v spletnem tečaju oziroma v video lekcijah, lahko kljub vsemu pojasnimo še tekom programa. E-delavnice, to se pravi, to so lahko samo neka srečanja, niti ni nujno, da so to res izobraževalne ali pa neke vsebinske e-delavnice. To so lahko v končni fazi tudi govorilne ure, to se pravi, kjer smo na voljo kot izvajalci, kot bom rekla, ne vem, enkrat na teden ali pa enkrat na 14 dni za, ne vem, pol urce, ne, če se spomnite, tako kot na faksu, ki je profesor tam prisoten, potem pa kdor pride od študentov, pride, ne, to se pravi, pridejo, se pogovorijo na kratko, 5-10 minut o nekih določenih izzivih, ki so vezani seveda na tisti program, v katerega so udeleženi. Druga oziroma tretja komponenta teh vodenih online programov, poleg teh video lekcij, pa poleg teh srečanj, je pa recimo tudi komponenta, da imamo pravzaprav tudi to asinhrono sodelovanje, ne? Kar pomeni, recimo vi kot mentori pripravite določene naloge, ki jih je seveda lahko pripravil tudi ta vaš soizvajalec, ne. To se pravi, najbolj konkreten primer na tem pri tej e-podjetnici, ki smo v začetku govorili, je, da je neka soizvajalka pripravila neke določene materiale, neke določene vsebine, v tem sklopu bojo mogoče tudi neke asinhrone dejavnosti, skratka neke dejavnosti, ki jih bojo udeleženci, udeleženke pripravili tekom pač tega vodenega programa in ki bojo morda zahtevali tudi odziv od te izvajalke, torej od te soizvajalke, ki je te vsebine dala, ne. Ker predvidevam, da če ta soizvajalka ima neko specifično znanje, da pokriva nek specifičen del programa, potem je v tem primeru smiselno, da ona odgovarja na vsebinska vprašanja. Zdaj, kako se pač zorganizirate, ne, ali to, ne vem, enkrat na teden se zbere vsa vprašanja, pa se jih pošlje, ali se pač to soizvajalko vključi v program, pa da dejansko ves čas spremlja v tistem obdobju, ko je na vrsti pač njen del ali kakorkoli, ne. Skratka, to je potem stvar dogovora. Tukaj bi predvsem omenila potem spet dva modela, kako se lahko tega lotimo. Tega se lahko torej lotimo na tak način, da recimo to osebo, ki je naš soizvajalec, povabimo, da mogoče kot neke vrste gost pride v naš program. To se pravi, če bi bila to neka srečanja, če pokrijemo ta del, recimo ta del suporta, če mogoče pokrijemo recimo tako, da enkrat mesečno pride ta izvajalec pa naredi, ne vem, imamo neko sejo, kjer lahko udeleženci sprašujejo ali pa kjer pokrijemo odgovore, podkrijemo vprašanja, ki so se pojavila tekom programa. Potem bi jaz tukaj rekla, lahko tukaj recimo rečemo, ok, to je bil 2-urni program, pa pač toliko priprave in lahko rečemo, da to osebo plačamo po nekem avtorskem honorarju, za katerega smo se dogovorili vnaprej. Ne. To spet seveda lahko kombiniramo tudi z tistimi video lekcijami, ne. Recimo posnela je te video lekcije, ok, vzamemo model, ki smo ga govorili na začetku pri avtomatiziranih tečajih, ne. Damo tak pa tak odstotek od recimo udeleženca, potem pa tukaj pokombiniramo s tem, da je pa recimo še prišla ta soizvajalka enkrat na mesec v neko
na neko živo srečanje, srečanje v živo, lahko celo na terenu, lahko pa pač online, in je odvodila še ta del, ne. To se pravi, da je pokrila recimo odgovore na vsa vprašanja ali pa še dodatna vprašanja so tam bila in tako naprej, ne. To je super komponenta, ker v bistvu naredimo tak program še majčkeno bolj dodatno živ, ker povabimo še eno osebo, pa ker je pač v bistvu potem tako srečanje ima res neko težo, ker je prišla oseba, ki je mogoče z nami samo v nekem določenem času in je potem tudi teža pri udeležencih dosti višje videti ta vrednost, ker v bistvu ta vrednost v smislu, zakaj prideti takrat v živo, zato ker imamo tam tisto drugo strokovnjakinjo, ki nam sicer ni na voljo, ne. Tukaj bi jaz recimo potem zavzela v tem konkretnem primeru, če nekdo samo sogostuje za nek določen del, bi dala nek avtorski honorar, za katerega se zmenite recimo, kaj to pomeni za obseg tistih 2-3 ur, ko je prisoten tam na tistem mestu v tistem času. Zdaj, še zadnji model, to se pravi drugi model v okviru teh vodenih online programov, bi pa rekla v bistvu, da je pa to neke vrste somentorstvo, kjer pa tega soizvajalca povabimo dejansko kot nekega soavtorja, da dobesedno pregleduje oziroma zraven soustvarja program, ne. Tukaj je bistvena razlika, da ga ne povabimo samo za tisti 2 uri, ko smo v živo, ampak da ga dejansko recimo damo kot nekega, kako naj rečem, soizvajalca, ki ima možnost vpogled v recimo, ne vem, Facebook skupino, ne, da si bomo lažje predstavljali. Ga damo v Facebook skupino kot soavtorja, pri čemer v bistvu potem to zahteva, da on ves čas potem aktivno odgovarja na vprašanja, ki so vezana na njegovo področje, ne. To v praksi bi pomenilo seveda, da glavni moderator, glavni facilitator programa, to se pravi nekdo, ki je glavna oseba tega programa, seveda spremlja vprašanja, spremlja dogajanje, ne. Tudi neka oseba, ki je, to se pravi, to je recimo ta glavna oseba, ki je nosilka programa, ta oseba seveda ves čas spremlja, kaj se dogaja, in da pri vprašanjih, ki so vsebinske narave, na katere ne more ona odgovoriti ali pa na katere smatra, da bo ta soizvajalka boljše odgovorila, bolj strokovno, bolj poglobljeno, potem recimo, ne vem, v Facebook skupini si znate predstavljati, tam se da najlažje tako, da se potagira, ne, to se pravi, potagira to osebo, recimo označi to osebo in reče, to bomo pa odgovorila ta pa ta oseba, ne. Ali pa drug model bi bil, recimo, če smo v neki akademiji, kjer se ne da kar tako na enostaven način tagirati, pa recimo rečemo, okej, bom pa jaz zbrala vprašanja in potem ta vprašanja posredujem tej soizvajalki, somentorici in moramo spet računati, ne, da tukaj pač ta somentorica, soavtorica more oddelati določen delež, ne. To ni zdaj samo pač oddelati določen procent, mislim, kako naj rečem, določen input pač more dati, ne, pripraviti more vsebino, zdaj bodisi ali posneto, ali samo nekaj pisno ali kakorkoli, ne, pač najbrž tudi odvisno od tipa vprašanja pa od tipa vsebine, ampak računati moramo tukaj, da je ta oseba zdaj spet vpletena dlje časa, mogoče ne moramo niti presoditi, koliko bo vnaprej, tako da mogoče se spet dogovorimo tukaj najlažje na nek odstotek, procent na število udeležencev, ne. Zakaj je zelo pomemben zakaj ves čas govorim o tem odstotku glede na število udeležencev? To sem pravzaprav pri vseh 3 modelih, oziroma pri vseh 6, če pogledamo, da sem za vsak model, za vsak tip tečaja sem vam dala po 2 modela, in pri vseh modelih sem se dotaknila, oziroma pri vseh tipih tečajev sem se dotaknila modela procent na število udeležencev. Zakaj je to pomembno? Zato, ker logika je čisto preprosta, več ko imate vi udeležencev, več je verjetnosti, da bo več bo vprašanj, ne. Več je verjetnosti, da bo vprašanj, več je verjetnosti, da bo potrebne pomoči, več je verjetnosti, da se bo mogli odgovarjati na neka določena specifična vprašanja ali suportirati program na tak ali drugačen način. Tako da, na tej točki bi jaz zaključila, to se pravi, če sam povzamem, predstavila sem torej 3 različne tipe tečajev oziroma 3 različne tipe spletnih izobraževanj, to se pravi, najprej smo imeli avtomatizirane spletne tečaje, tam smo rekli, imamo primer, kjer se odločimo, damo odstotek glede na število udeležencev oziroma glede na število prodanih tečajev, ali drugi model, odkup licence. Kupimo nek program za toliko pa toliko denarja za neko določeno obdobje ali pa za določeno število oseb. Drugi tip spletnega izobraževanja je delavnice v živo,
kjer smo rekli, prvi model je, da je nekdo naš samo tehnični tehnični co-host, bom rekel, tehnični sogostitelj in v bistvu samo tehnično tam nekaj čara v ozadju. V tem primeru smo rekli, je smiselno plačilo na uro, nek določen znesek glede na obseg in zahtevnost dogodka. Oziroma drugi model pri e-delavnicah v živo je, kjer so izvajamo skupaj vsebinsko z nekom skupaj in se odločimo recimo, da mu damo odstotek glede na število udeležencev, oziroma odstotek od števila udeležencev. Tretji tip spletnih izobraževanj so pa vodeni online programi, ki so pravzaprav mešanca tega, kar sem že prejšnjih dveh tipov izobraževanj, oziroma še dodatno dodamo še te asinhrone dejavnosti, to se pravi nekaj, kar se odvija med samim programom. Tukaj smo pa rekli, lahko pokrijemo zadevo tako. En model je to, da pokrijemo zadevo tako, da povabimo to soizvajalko oziroma soavtorico na ta način, da pride v neka srečanja v živo, online ali na terenu, kjer odgovori na najbolj pogosta vprašanja oziroma kjer odgovori na vse dileme in vse, kar se je v tistem obdobju v zvezi z njeno vsebino pojavilo. Ali pa drugi model smo rekli, kjer dejansko ves čas soizvaja ali pa nekako soodgovarja na vprašanja, ki so vsebinsko vezana na njeno področje. Tako da tukaj je pač teh 6 modelov, vi se lahko poigrate s temi modeli, ker je seveda čisto odvisno od vašega tipa programa. Lahko celo se mogoče zgodi, da rabite 2 različna modela pokriti ali pa 2 različna modela tukaj vzeti, pa verjamem, da se najde še kakšen dodaten model, še kakšna dodatna ideja, kako to pokriti. Tako da v bistvu vse je zelo stvar tega samega tipa programa, časovnega okvira, števila udeležencev, predvsem pa tega, kako, na kakšen način ste zastavili to sodelovanje s tem soizvajalcem oziroma soavtorjem ali somentorjem. Tako da, evo, na tej točki se poslavljam in želim prijetno e-dogodkanje.